Lep pozdrav in dobrodošli v še enem liveu Kripto dnevno, ki ga imamo v živo preko Patreona. Če slučajno gledate ta video kasneje preko YouTuba in se mi želite pridružiti, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. No, kaj smo mi delali včeraj? Včeraj smo mi predvidevali, da bo prišlo do še enega padca. In madonca, mi smo dobili pravo kapitulacijo. Mi smo prišli tukaj dol praktično do 60.000, kar se tiče Bitcoina. Tukaj imamo 15-minutni časovni interval, tukaj imamo 1-urni časovni interval in zdaj vprašanje, ki si ga postavlja večina ljudi, je, ali smo mi dosegli dno. Zdaj, glede na večje časovne intervale, ja, praktično smo ga, zaradi tega, ker smo dosegli eno zelo veliko mejno območje podpore, ampak mi tukaj zdaj gledamo nižje časovne intervale in poskušamo odkriti, kakšno bo kaj gibanje cene naprej. Pa dajmo si pogledati mi tole kapitulacijo od včeraj. Tukaj vidimo, da imamo odboj v obliki črke V. In kako bomo mi zdaj šli tukaj naprej? Najprej bomo mi označili vsa območja likvidnosti, kjer je večina ljudi stavila na padec in jih ta popravek zdaj, po mojem, lahko tudi vrže ven. Torej, tukaj, kot vidimo po temu indikatorju, je veliko ljudi stavilo na padec, to je tole območje, in kje imajo, po mojem, stop losse tukaj na tem vrhu, tega smo morda že pobrali s tem popravkom, in možnost je, da imajo tudi na tem vrhu, torej še eno možno območje likvidnosti, ki bi ga lahko tudi šli pobirati zdaj s tem popravkom. In tudi tukaj mi zdaj delamo skrito bikovsko divergenco, seveda tukaj je še ogromno odvisnosti, imamo dno in pa nižje dno pri tej rasti, ki smo jo zdaj dobili, in pa dno in višje dno, ampak to dno tukaj moramo zdaj mi še potrditi, tako da ni nič še dorečenega, tako da bom tole zdaj zbrisal. Še ena stvar mi ni všeč, ki jo moram poudariti, in to so valovi pri tem popravku. Zdaj mi smo tukaj naredili en val, pa smo šli vse do sem dol in potem smo naredili tale odboj v obliki črke V in potem smo celo naredili podporo tukaj na njegovi neckline meji. Ampak kaj se dogaja zdaj? Smo dobili odboj od tele neckline meje in zdaj se tale val prekriva s tem tukaj prejšnjim. Tako da, kot sem rekel, zdaj, glede na tole skrito bikovsko divergenco, bi lahko mi imeli še en odboj in bi šli pobirati še tole likvidnostno območje, ki ga imamo tukaj. In seveda še ena stvar za spremljati, tukaj je dolge pozicije. Spet se je začelo tako malo dvigovati, kar se tiče tukaj, tudi Bitcoin in tudi Ethereum, ampak kar bi jaz gledal je, če pridemo mi spet gor v tole območje prenakupljenosti, kot smo na primer tukaj. In kot vidite potem, bom malo dal tako, in kot vidite potem, vidite, tukaj je bilo ogromno dolgih pozicij in od takrat naprej smo v bistvu samo padali naprej dol. Zdaj, kar me še moti, je tukaj na 1-urnem časovnem intervalu. Mi tukaj spet delamo skrito medvedjo divergenco, ki je zelo očitna. Imamo
vrh, nižji vrh, medtem ko tukaj pa delamo vrh in pa celo višji vrh. In vprašanje zdaj je, dve vprašanje v bistvu. Ali bomo mi dosegli tole likvidnostno območje na 68 000, ali pa bomo mi zavrnjeni že kar tukaj in seveda, ali se bo tole sprožilo danes, ali pa se bo vleklo skozi vikend. Zdaj, možno je, da se danes nič ne zgodi in se potem nabirajo dolge pozicije skozi vikend, ki so potem seveda likvidirane na nedeljo zvečer ali pa na ponedeljek. Tako da to bo vsekakor še zelo, zelo zanimivo za spremljati. Tukaj sem mislil poudariti še tole trend linijo, ki smo jo izpostavili včeraj, mi smo jo dobesedno presekali. In zdaj bi lahko tudi služila kot odporna meja. In zanimivo, spet se pojavlja ista številka, 68 000. Tako da bomo videli mi zdaj, kako se bo tole izteklo. Dajmo si pogledati mi še Ethereum. Če imate slučajno kakšen komentar, lahko kar napišete tukaj v chat. Kot vidim, se mi že kar nekaj patronov pridružuje, tako da kar napišite, če imate morda kakšno željo, da pogledamo tudi kakšen kovanec, kar napišite not, ali pa kakršnokoli vprašanje. Enostavno ni zabitih vprašanj, mi se vsi skupaj tukaj učimo. Ok, dajmo pogledati zdaj še Ethereum, kaj se tukaj dogaja. Mi imamo podobno situacijo, odboj v obliki črke V, naredili smo podporo tukaj na njegovi neckline meji in zdaj smo spet na njej. Torej ta drugi test, kar se mi ne zdi ravno najboljši znak in bo treba videti, če bomo mi zdaj dobili še en odboj od tukaj. Stave na padec so bile tukaj, tako da možno likvidnostno območje, ki bi ga lahko šli točno zdaj pobirati, je tukaj na tej magični meji 2000. Tako da bo treba pri Ethereumu bo treba spremljati, če bomo zdaj tukaj dobili odboj in če bomo šli pobirati tole likvidnostno območje, od katerega bi morda lahko bili zavrnjeni in bi še lahko padali naprej. A ja, pozabil sem še povedati tarče v primeru padca pri Bitcoinu. Bom to zdaj takoj popravil, se opravičujem. Tarča bi bila seveda tukaj spet na 60 000. Tako da jo bom tukaj kar označil. Zdaj, kar se tiče enournega časovnega intervala, smo se jo že dotaknili, to se kar slabo vidi zaradi tega volumna. Dotaknili smo se je že in smo imeli tale odboj, ampak možnost je, da se jo gremo še dotakniti s polno svečko. Ok, nazaj na Ethereum. Tarča za dol bi bila tukaj na 1764. Tako da jo bom tukaj označil in dajmo si pogledati še enourni časovni interval. Ja, tudi tukaj smo se s tole nitko dotaknili 1748, tam nekje tako da. Če bi zdaj mi slučajno nadaljevali padec, bi bila to naslednja tarča, da pridemo dol testirati še s polno svečko. Kar se tiče divergenc, RSI, zdaj tudi tukaj imamo skrito bikovsko divergenco, ki se nam dela točno na tej neckline meji. Imamo dno in pa malo višje dno, medtem ko tukaj pa delamo dno in pa malo nižje
dno. Tako da ta rast zaenkrat se zdi še mogoča, da pridemo gor do 2020, se začnejo nabirati tukaj dolge pozicije, kar se je v bistvu že nekako začelo, ampak kar jaz gledam, je, da pridemo tukaj v prenakupljeno območje in potem bomo videli, ali se bo to sprožilo že skozi današnji dan, ali pa se bo tole nabiralo skozi vikend. Tudi tukaj na enournem časovnem intervalu delamo skrito medvedjo divergenco. Jo bom kar označil. Imamo vrh, nižji vrh, čeprav lahko gremo, kar se tiče gibanja cene, še malo više, kot smo že prej tukaj objasnili. In pri RSI-ju vrh in pa celo malo višji vrh. Stochastic RSI je trenutno v prenakupljenem območju, tako da trenutno imajo vse v rokah biki. In ja, enostavno bo treba spremljati zdaj tele meje. Pri Ethereumu okrogla številka 2000, pri Bitcoinu pa tale naokoli 68 000. Tako, to bo tudi vse za danes. Ne se mi pozabiti pridružiti na naslednjem liveu. Zdaj, če bo kakšno dogajanje preko vikenda, bom naredil tudi posebej live, boste obveščeni preko Patreona in ga boste lahko spremljali tudi v živo. Kar se tiče YouTuba, nimam nekega urnika, kar se tiče objavljanja, tako da, če slučajno gledate tam, se dajte naročiti na kanal, da boste tudi takoj obveščeni, čim pride do te objave, in pa seveda tudi kakšen všeček pride zelo prav. In pa komentirajte spodaj. Za ta zadnji live se je razvila kar lepa debata in zelo rad pokomentiram z vami. In tako, jaz vam zdaj želim še en lep dan naprej, en lep vikend. Jaz upam, da bo lepši, kot je bil prejšnji. In se vidimo v naslednjem liveu. Čau, čau.